Najboljši motokrosisti sveta so se merili v Italiji. Tim Gajser še naprej v vodstvu v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo. Drugič v sezoni so za točke državnega prvenstva vozili dirkači v cross-countryju. Preizkušnja je bila v Kočevju. V Žarnovici na Slovaškem je bila druga dirka odprtega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Na grobniškem dirkališču pa so drveli motorji cestno-hitrostnih motociklistov za točke državnega prvenstva. Tretja dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala v italijanski Maggiori. V razredu MXGP je Tim Gajser branil prvo mesto v skupnem seštevku po prvih dveh preizkušnjah. V prvo vožnjo se je podal z drugim časom kvalifikacij. Štart se mu ni povsem posrečil, zato mu kljub vztrajnim naporom v nadaljevanju ni uspelo priti više od 5. mesta. Skozi cilj se je sicer prvi pripeljal Romain Febvre. Tik pred drugo vožnjo je začel padati dež, ki je nato pošteno premešal karte. Vnovič Gajserju štart ni uspel po načrtih. Na prvo merilno točko je pripeljal 14. Za nameček pa je že v prvem krogu odvrgal povsem blatna očala. Tvegana odločitev, saj je bila steza spolzka in drseča. Vozniki pred njim pa so pomenili nevarnost, da dobi v oko kakšen del blata, kar bi bilo lahko tudi usodno. Gajser se je spretno izognil vsem morebitnim težavam in je ciljno črto prečkal 6. Zmagal je Jeffrey Herlings, slovenski as pa je zadržal prvo mesto v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo in rdečo številko. Jan Pancar v razredu MX2 je na progo Maggiora Park prišel odločen popraviti rezultate iz Metterley Basina. V kvalifikacijah je postavil 15. čas in je prvo vožnjo začel obetavno. Bil je na 13. mestu, potem pa sta se mu primerili dve napaki, zaradi katerih je v cilj pripeljal 16. V drugi vožnji je slabše štartal, a nato potrpežljivo dvigoval ritem dirkanja. Bil je že v boju za 11. mesto, a je na koncu ciljno črto prepeljal 13. Zmagal je Mattia Guadagnini, Pancar pa je zasedel skupno 14. mesto. Kočevje je premierno gostilo dirko državnega prvenstva v cross-countryju. Organizirali so jo člani Moto X Generation, ki so pripravili povsem novo progo. To nam je pa zavzelo kar nekaj časa, oziroma precej časa, ker je bila to tak kočevski pragost dejansko. Živi naravni habitat. Tako da smo kar porabili nekaj dela, da smo uredili to progo. Odzivi tekmovalcev na novo progo v državnem prvenstvu so bili mešani. Ja, nekaterih bolj pozitiven, nekaterih malo manj pozitiven. Predvsem krosisti niso bili najbolj navdušeni nad samo progo, dočim enduraši so bili pa zelo zadovoljni. Proga je bila ful dobra, tako da pač kar se tiče proga sem ful zadovoljen, lepa proga, tako da nimam kaj reči. Proga v bistvu, kakor pogledaš, je zelo zanimiva, se tudi drugačna od vseh drugih, ki so bile na drugih tekmah. Bila zelo taka zahtevna, no. Proga je bila super, sicer je bilo na enih delih ful skal pa dreves, ampak je šlo vse tekoče. Proga mi je bila v redu, veliko je bilo skal pokritih z travo, kadil se je malo, ampak je bilo v redu. V bistvu si mogel res z glavo voziti pa paziti, kje voziš. Tekmovalci z licencami AMZS so se drugič v sezoni merili za točke državnega prvenstva in sicer v dveh kategorijah. Najmlajši v razredu Enduro 85 so vozili 45 minut in znova je bilo zelo zanimivo. Celotno dirko sva se z Klemnom Rozmanom borila, nato pa je iztiril s proge, na koncu tudi padel, tako da sem lahko umirjeno odpeljal še zadnji krog. Občutki so bili v redu, zdaj, če bi se izognil padcu, bi bilo še boljš, ampak bo za naprej boljš. Tudi drugi tekmovalci se težavam niso uspeli izogniti. Ja, v bistvu začel sem zelo pozitivno, potem sem je pa že v drugem krogu sem zapeljal na neko stvar, ne vem kamen, in sem predrl sprednjo gumo in je v bistvu pokvaril vse plane za naprej. Vseeno Tim Kotarc ni popuščal in je dokončal zahtevno preizkušnjo.
Ja, v bistvu večino tekme sploh nisem vedel, da je bil kdo za mano. Spustil sem pa tudi zelo tempo zaradi spuščene gume in v bistvu sem vozil zelo previdno pa z glavo. Zdaj sem pa šele na koncu, zadnje 3 kroge sem ugotovil, da je za mano in da bo mogel malo dvigniti, če hočemo obdržati 3. mesto. Teo Kranjc ni zmogel ujeti Kotarca, ki je v cilj pripeljal na 3. mestu. Na zmagovalnem odru sta stala še Jaka Drolc na najvišji stopnički in Klemen Rozman, ki je bil drugi. Jaz sem zelo vesel, prva zmaga. V štartu sem zelo zadovoljen, potem sem padel, sem bil majčken manj, ampak bo šlo. V razredu Gold je bilo prav tako zelo zanimivo že v ogrevalnem krogu. Gledal sem progo in v tistem trenutku sem snel iz motorja. Sem padel na glavo, motor name, čist sem se zlužil. Je slikovito opisal dogajanje Gal Hauptmann. Luka Kutnar se je preizkušnje lotil bolj previdno. V bistvu na začetku me je bilo malo strah, ampak sem zaradi tega tudi malo prej štartal danes od doma, naredil tudi pešen krog. In ja, v bistvu sem videl malo linije, pa kako približno poteka proga. Štarti so vselej pomembni in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na štartu sem pustil malo prednosti ostalim tekmovalcem, da ne zgleda, da bi prehiter prišel v vodstvo, ne hecam se. Bil sem živčen, odpad sem na treningi, pa sem hotel zgleda nekaj popraviti, pa sem pa še štart zaspal, motor mi ni vžgal, vse šlo narobe na začetku. Vseeno ni popuščal in bil zato kljub poškodbi prsta nagrajen. Zadovoljen sem fejst. Bil sem v junior, sem zmagal. Bil sem pa tudi v Gold Overall drugi za Luka Kutnarjem, Miha Špindler je bil za mano, tako da sem zelo zadovoljen. Enostavno sem se sestavil, res sem bil podrt, plus tega sem imel še kup tehničnih težav, tako da težav, ne izide se zmeri. Zmagovalec v razredu Gold Luka Kutnar je pohvalil zahtevnost proge. To mi je bilo tudi ful všeč, pa se mi zdi, da mi je ful hiter dirka minila glih zaradi tega. Ker sem lahko iskal nove linije, tudi bilo jih je kar nekaj, ni bila tista ena idealna, ampak se jih je kar nekaj naredili. Med drevesi, kakšne so bile malo bolj nevarne, kakšne malo manj, ampak zabavne so bile pa vseeno. Tokrat ni bilo težav niti pri dotakanju goriva. Tokrat mi je bilo treba tankati, tako da je ful dober. V bistvu mi stalo, bi rekel, 2 deci benzina, ker mi ponovadi na teh cross countryjih moram vezno tankati. Tukaj je bilo pa to bolj zaprt, da mi je zdržalo. V bistvu bi lahko rekel, da je to tudi en plus. Kar se tega tiče, ker lahko zgubiš 30 sekund si tik-tak. Med dirko mi ni bilo treba napolniti goriva, zato ker sam vozim 4 takta, tisti, ki vozi 2 takta, pa mora natankati. V skupnem seštevku razreda Gold je na najvišji zmagovalni stopnički stal Kutnar, drugi je bil Hauptmann in tretji Špindler. Z organizacijo tekme sem zadovoljen, ni bilo nobenih večjih težav, rešilcev nismo rabili, tako da to je nekako najbolj pomemben. In gremo vsi živi, zdravi in pa zadovoljni domov pa na naslednje tekme. Te lahko pričakujemo znova po poletnih počitnicah v septembru. Slovaška Žarnovica je bila prizorišče druge dirke skupnega odprtega državnega prvenstva Slovenije, Madžarske in Slovaške v Speedwayu. Med 16 vozniki je bila 5 Slovencev, ki je vozila z licencami AMZS. Spremenjen sistem dirkanja, vsako vožnjo je vozilo 5 voznikov, je pomenil ostre boje za dragocene točke. Ker so konkurenco dopolnili še češki vozniki, je šlo praktično vsako vožnjo na nož. Slovenci so z izjemo Matica Ivačiča progo spoznali že dan prej. Nik Škorja, Denis Štojs, Miran Praznik in Anže Grmek so namreč vozili za AMD Krško na pokalu prijateljstva. Odličen vikend za nami, je včeraj dobra dirka, res smo se borili s fanti. Škoda, na koncu mi zmanjkali 2 točki za drugo mesto, ampak mislim, da smo vsi dali maksimum od sebe. Na dirki, ki je štela za državno prvenstvo, so odločale malenkosti. Danes je bila proga nekoliko drugačna, sicer sem sam začel odlično z zmago prvi vožnji. Malce manj uspešen na začetku dirke je bil zmagovalec prve preizkušnje v Debrecenu Ivačič, ki pa je hitro našel ritem na zahtevni stezi.
Najbolj razpoložen med Slovenci je bil tokrat Škorja, ki je očitno dobro zadev z nastavitvami motorja ter znal poiskati tudi idealno linijo na progi. V drugi vožnji sem imel rahel problem na štartu, bil drugi, potem zmagal 2, bil spet drugi, prišel v polfinalu zmagal. Izbira štartnih pozicij pred finalom je bila tokrat skoraj obred. Prvi je izbiral Martin Vaculik. Slovaški speedway as je bil v rednem delu izvrsten. V vseh vožnjah je prvi prečkal ciljno črto, a zdaj ga je s finalisti čakalo kar 6 krogov v zadnji vožnji. Ni se pustil presenetiti in je znova pokazal mojstrstvo ter ostal nepremagan na dirki. Bolj zanimivo je bilo v ozadju. V finalu, ki je bilo 6 krogov zelo naporno, zadržal 3. mesto in na koncu 3., tako da odličen vikend, tako da se veselimo uspeh naprej. Ivačiču je pripadlo 4. mesto, na zmagovalnem odru pa so ostali Vaculik na najvišji stopnički, Čeh Jan Kijeh na 2. in Škorja na 3. Naslednja preizkušnja odprtega prvenstva Slovenije, Slovaške in Madžarske je predvidena konec avgusta v Krškem. Grobniško dirkališče je bilo prizorišče druge dirke državnega prvenstva za cestno-hitrostne motocikliste. Visoke temperature ozračja na progi so bile za vse naporne, a na razgretem asfaltu tega ni bilo opaziti. Dirkači z licencami AMZS so se tokrat merili le v 2 kategorijah. V razredu Superbike je bil v vlogi favorita Marko Bolko. Prišli smo na dogodek z nekimi novostmi, spremenili smo dejansko nekaj sestavnih delov na motorju in upanja so bila, oziroma pričakovanja so bila zelo visoka. Kljub prepričljivi zmagi in prvemu mestu na dirki pa član AMD Trebnje ni bil zadovoljen. Kljub dominanci na dirki vseeno ta pričakovanja nismo dosegli, zato sem, nekoliko razočaran, gledamo vedno stopničko višje, ampak ni predaje, to se pravi, delamo na tem naprej. Bolko želi biti namreč še hitrejši. Aleša Senekoviča je tokrat na 2. mestu za seboj pustil skoraj pol minute, 3. pa je bil Aleš Brzin. V razredu Supersport 600 so morali zaradi padca enega od tekmovalcev v začetnih krogih štart ponoviti. Zato so jih vozili le 7 namesto 10. Kljub temu je bilo v boju za prvo mesto zelo napeto in razburljivo. Časi niso bili najboljši, malo je bilo vroče, ampak tudi to redo. Je pa dirka zaradi tega kar napeta, pa smo se z nejo kar prehitevala, pa do ciljne črte je šlo za stotinke. Domen Lipnik je bil zmagovalec, Enej Logar na 2. mestu pa osmoljenec. Že prva zadnjič na Slovaški je bilo podobno, da me je par krogov pred koncem prehitel. Sem šel za njemu, sem tudi računal, da bo proti ciljni črti, da bo uspel nadoknaditi, pa ga prehiteti, pa zadnjič se ni šlo. Danes se je pa to šlo v mojo korist, pa za par centimetrov prehito. Tudi za 3. mesto so odločale malenkosti. Dejan Ločnikar je za las prehitel Nino Berlič, ki je pristala na 4. mestu z zaostankom 51 tisočink sekunde. 3. dirka za točke državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu je na sporedu 31. avgusta in sicer na dirkališču Pannonia Ring na Madžarskem. Zadnjo nedeljo v juliju se bodo tretjič v sezoni za točke državnega prvenstva Slovenije merili vozniki kartinga. Dirka bo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.